Dobrodošli vsi na webinarju, kjer Razturi na maturi in Sola rešujemo šolo. Ta webinar je namenjen vsem dijakom od 1. do 3. letnika. Mislim, komot ga pogledate tudi maturantje za ponovitev, ampak načeloma smo v tem sklopu webinarjev naredili težavne snovi za 1., za 2. in za 3. letnik in jih lepo na kratko in jedrnato razložimo. To bomo prvič naredili za slovenščino, potem pa sledijo še webinarji za matematiko in za angleščino. Tako da vabljeni k poslušanju, upam, da vam bojo pomagale te snovi. Danes je z mano Anja Zidar, naša slovenistka pri Razturi na maturi. Ona vam bo malo razložila snov. Jaz pa na začetku še naredim eno kratko predstavitev naše platforme, tako da na hitrco, evo Anja, lahko prižgeš prezentacijo. Gremo. Super. Takole. Okej. Torej, kot sem že rekla, dobrodošli. Zdajle boste hitro tudi zvedeli, katere snovi vam bomo danes razložili. Tako da najprej seveda bom jaz malo povedala, kdo sploh smo mi, da nas malo spoznate, če nas še ne poznate. Potem pa sledi že ta glavna vsebina. Za 1. letnik smo zbrali nekaj literarne teorije, ki jo bo Anja razložila. To je ponavadi res taka snov, ki jo je fajn dobro razumeti že v 1. letniku, zato da vam potem še kasneje ne delajo te zadeve težav. Za 2. letnik smo izbrali eno slovnično zadevo, in sicer besedoslovje. In za 3. letnik smo se lotili pisanja eseja, ki je že tudi zelo dobra priprava za pisanje eseja na maturi, ampak vam bo zelo prav prišlo že v 3. letniku, oziroma tudi že v 1. pa 2. je to zelo uporabna snov, tako da evo, lahko kar začnemo. Samo še par besed, evo, mene ste že spoznali. Moj mož je tudi soustanovitelj platforme Razturi na maturi. Potem imamo pa še seveda ekipo profesorjev in profesoric, ki sestavljajo vsebine. Na platformi najdete vsebine torej za slovenščino, angleščino in matematiko. Pokrivamo vse 4 letnike in platforma je namenjena tako za poklicno maturo oziroma za srednje šole, kot tudi za gimnazije, tako da boste vsi našli zelo veliko uporabnih stvari na platformi. Zdaj pa vam za občutek še povemo, kaj vse sploh natančno najdete gor. Torej, za vsako poglavje, pri vsakem predmetu, imate noter video razlage, celotne snovi, se pravi tako, kot sem omenila že za vse 3 predmete. Potem so pa zraven še vaje interaktivne, ki jih lahko rešujete dejansko gor na platformi. Potem so gor maturitetne pole stare, ki jih lahko rešujete za vajo. In recimo si pogledate rešitve, imamo tudi video razlage rešitev, tako da pol tudi lahko pogledate, kje ste se zmotili, če ste se zmotili. Potem imamo webinarje. Webinarji so v bistvu taki majčkeno daljši videi, kjer res naslavljamo težave, ki nam jih dijaki sporočite, da jih imate. Se pravi, ne vem, ponavadi so to kakšne take common mistakes, ki jih dijaki delate ali pri kakšnih posebnih snoveh, ali pri testih, ali pa kakšnih različnih tipih nalog. Recimo znotraj webinarjev so tudi interpretacije knjig za maturo, tako da tukaj res vključujemo vse take stvari, ki nam vi sproti sporočate, da so vam pomembne. Seveda nam pa lahko pošljete v opogled tudi svoje eseje, torej za slovenščino ali pa angleščino, vam jih ocenimo po vseh kriterijih in pošljemo malo feedback, da dobite občutek, kaj delate prav, kaj narobe. Seveda pa kdor želi, lahko pride tudi na kakšne dodatne individualne inštrukcije. Dostopate lahko do platforme res kjerkoli in kadarkoli. Zdaj pa mogoče še na hitrco pogledamo, recimo, če imamo danes že slovenščino na tapeti. Takole izgleda ta interfejs, se pravi, lahko si izberete, katero stvar želite gledati, in recimo, če kliknete na poglavja in vaje, se vam odprejo različna poglavja. Lahko kar naprej klikneva, Anja.
In tukaj recimo vidite en mali delček iz platforme. Vidite, da imamo pokrito in slovnico in književnost in esej, tako da res čisto vse, kar potrebujete že sproti za uspešno učenje in potem še na koncu za maturo pride zelo prav. In potem recimo, če še pogledamo naprej, tukaj so pa primeri webinarjev. Vidite, da imamo tako webinarje za slovnične zadeve, kot tudi za književnost. To je bilo recimo pred parimi leti, ste videli, da 2020 je bila za esej na maturi Figa, roman Figa, in smo ga obdelali znotraj 3 webinarjev, tako da res natančno interpretiramo in obdelamo vse knjige, ki jih tisto leto potrebujete, tako da tukaj ves čas dodajamo nove vsebine. Evo, jaz mislim, da smo pripravljeni, da gremo kar na ta glavno vsebino za danes, tako da jaz bi besedo kar predala Anji, in če boste imeli kakršnokoli vprašanje, nam pa tudi vedno lahko napišete. Okay. Hvala, Lisa. No, gremo mi pol kar k zadevam, ki nas čaka danes. Torej, obdelali bomo nekaj snovi iz literarne teorije, ki se skozi ponavljajo, nekaj stvari iz besedoslovja, ki ga imamo velikokrat za zelo lahkega, ampak v bistvu iz samoumevnega, ampak zares ni. In pisanje eseja, za katerega se tudi vedno zdi, da zmanjka časa, torej da se premalo esejev napiše in potem nam zmanjka časa, da bi jih zares vadili, ko pride ta esej na koncu gimnazije. Tako da, to so nekako te težavne ali pa take snovi, ki izgledajo mogoče lahke, ampak na koncu oziroma vedno znova ugotavljamo, da nam niso tako jasne, kot se sprva zdi. Zdaj, če imate kakšna vprašanja, ki se vam porodijo ob gledanju tega webinarja, kadarkoli, nas lahko kontaktirate na Instagramu, na Facebooku in tudi na TikToku. Tako da, ja, oglasite se kaj. In ja, če gremo kar k literarni teoriji, konkretno najprej imamo motiv in temo. Torej, motiv je najmanjša pomensko zaokrožena enota izluščena iz dela. Izrazimo ga z besedno zvezo. Tema na drugi strani je pa nosilec smisla v literarnem delu, o čem govori literarno delo. Delimo jih na razumske in na čustvene teme. Zdaj, če vzamemo, potem bomo si imeli tudi en primer, malo konkretnejši, tudi stvari, ki jih delate, ampak če vzamemo poezijo, če si zamislimo neko pesem, motiv bi bile recimo vse podobe iz narave, ki se pojavljajo. Če so v pesmi kakšne podobe iz narave, iz vsakdana, kakorkoli, temu bi lahko rekli motiv. Ne vem, motiv skodelice, zasušeno kavo na dnu, motiv laboda, motiv ptice, tako naprej. Tema na drugi strani bi bila pa lahko ljubezenska, torej če bi bila pesem seveda o neki propadli ali pa neizživeti ljubezni, lahko bi bila pa tudi razumska, oziroma še natančneje eksistencialna, če bi pesnik v tej pesmi ob opazovanju skodelice s to zasušeno kavo noter, če bi razmišljal o svojem življenju. Toliko na hitro. Če gremo naprej, potem, ko smo obdelali motiv in temo, kaj nas še velikokrat zmoti? Velikokrat se potem pojavi še ideja. Torej, kaj je ideja nekega dela? Kaj to pomeni? To je neka zaključna misel o delu, ki jo lahko strnemo v enem stavku. Torej, če imamo pri motivu besedno zvezo, pri temi imamo nek odgovor, pri ideji imamo pa stavek. Torej, kaj strnemo v enem stavku? Torej, prej smo imeli recimo pesnika, ki je razmišljal o svojem življenju v pesmi. Ideja te pesmi bi bila, torej pripovedovalec se ob opazovanju, ob razmišljanju o svojem življenju počuti žalostno. In ideja je tudi v bistvu precej oziroma na istem nivoju kot sporočilo zares. Torej, ideja in sporočilo sta nekako skupaj. In zdaj, če gremo naprej, še dve zadevi se dostikrat skupaj pojavita, pa tudi zares ne vemo, kdaj se katera začne. Torej, snov je izhodišče literarnega dela, obstaja že preden se avtor odloči za literarno obdelavo. Potem imamo pa vsebino literarnega dela, ki je pa potem dejanska obdelava literarne snovi. In zdaj recimo
v sodobni slovenski literaturi, ki jo bolj ali manj poznate. Imamo tako dve zadevi. Imamo recimo zelo pogosto v bistvu literarna snov, recimo Druga svetovna vojna. In to je literarna snov, torej to se je že zgodilo, je v zgodovini, dejstvo in tako naprej. Vsebina, however, torej tisto, kar se pa potem s to snovjo dogaja, je pa stvar vsakokratnega romana. Tako da zdaj upam, da zdaj, ko smo tole razčistili, sem pripravila še v bistvu en primer iz Homerjeve Iliade, ki jo tudi obdelujete v bistvu ravno v prvem letniku. Zdaj si lahko vzamete nekaj trenutkov in si odlomek preberete, torej date na pauzo webinar. In če gremo kar konkretno, torej zdaj lahko gledati celotno Iliado kot pesnitev, torej snov za to pesnitev je, kot veste, Trojanska vojna. Najprej se seveda veliko zgodovinarjev oziroma dolgo časa zgodovinarji niso vedeli, ali se je zgodila ali ne, ampak v bistvu izkopanine vse bolj kažejo, da je prišlo v bistvu do nekega konflikta, ki je verjetno bil nekje v razsežnostih te Trojanske vojne. To je snov. Kaj je pa vsebina kaj je torej vsebina Iliade? Torej vsebina Iliade je pa že v bistvu kako je bojevnik Ahil, tale junak pravzaprav pred Trojo, ta grški junak, kako je pravzaprav on doživljal celotno to vojno. Torej, seveda Iliada, kot veste, govori še o marsičem drugem in včasih se res zdi, da ne vemo, o čem zares govori, ampak v osnovi gre za to, kako je ta junak Ahil doživljal to vojno. In tukaj ga imamo predstavljenega na tak zelo živ način. Tukaj že lahko, recimo, ga imamo predstavljenega na zelo tak živ način. In tu pri tem opisu bi lahko v bistvu našli kar veliko motivov. Pravzaprav vsakič, torej, ko se pojavlja ta šlem, ki je nekih umetelnih oblik, potem pač kaj drži v levi roki, kaj drži v desni roki, to so v bistvu vse motivi, ki so imeli v grški mitologiji in tudi potem literaturi pomen, zaradi tega, ker ni bilo pač samoumevno, kako je nek vitez, torej predvsem bojevnik, kako je oblečen, kako je napravljen. Torej, vse to so taki mali pomeni, ki jih lahko že združujemo, in ti pomeni nam pomagajo, da jo odkrijemo temo v tem konkretnem odlomku. Torej, tema torej ta odlomek govori o tem, kako silen in mogočen bojevnik je pravzaprav Ahil. Torej, ni samo telesno zelo močan, višji, močnejši, hitrejši od vseh drugih bojevnikov na bojišču, ampak je tudi oblečen čisto po svoje, ima čisto neke svoj ščit, svoje meče in tako naprej. Ideja recimo zdaj za tem, recimo če gremo za tem konkretno odlomkom, bi lahko bila, da je Ahil najboljši bojevnik v vojni, oziroma v trojanski vojni seveda. Zdaj ideja celotnega literarnega dela je pa veliko kompleksnejša in bi verjetno vseeno potrebovali večstavčno poved, ne pa samo enega stavka, ampak verjetno bi šla ideja oziroma sporočilo Iliade nekako v smislu, da je človek, ne glede na to, koliko je podoben bogovom, torej Ahil je bil, kot veste, polbog po svojem izboru, ampak še vedno je bil pa vsaj v svoji polovici človek, kar pomeni, da je bil še vedno v milosti in nemilosti bogov. Nanje ni imel vpliva, so pa imeli oni zato nanj toliko večji vpliv. Toliko o literarni teoriji, to so recimo neki pojmi, ki se vse skozi pojavljajo, skozi vsa 4 leta, vedno so te 4 oziroma teh 6 osnovnih pojmov, torej motiv, tema, sporočilo oziroma ideja, snov pa vsebina. In to se vse skozi pojavlja, ne glede na to, a delate poezijo, a delate dramatiko, a delate antične stvari, a delate tudi sodobne. Tako da upam, da smo zdaj to večno dilemo, kaj je zdaj ta mali motiv, pa kaj je zdaj tema, da smo jo končno razrešili. Če se premaknemo naprej, pogledali si bomo poglavje besedoslovja, to je področje jezika, ki se ukvarja z besedami, ki preučuje razmerja med besedami
Recimo, najbolj osnovna razmerja so ta, ki so sopomenska, to pomeni, da imata dve besedi bolj ali manj isti pomen. Recimo, če pomislimo v slovenščini, bi lahko bili to besedi krasen in lep. Pri protipomenkah se gre za besedi, ki imata nasproten pomen, torej grd, lep. Nadpomenke oziroma hipernimi so recimo, če pomislimo so besede, ki imajo v bistvu nek nadredni pomen nekaterim drugim. Recimo, če imamo nadredno besedo čevlji, potem imamo besede, ki so nekako nadpomenka, in tiste, ki so spodaj, so škornji, copati, superge in tako naprej. Podpomenke so torej tisti, ki so spodnji, torej besede, ki so si po pomenu zelo blizu, ampak ki so si po pomenu zelo blizu in imajo eno drugo besedo, ki je nekako višje po rangu nad njimi, torej ki jih nekako povezuje skupaj. In zdaj, kako to prepoznamo, torej katere besede so sploh skupaj? Temu pravimo, da so v isti besedni družini, torej tako kot smo ljudje skupaj v nekih družinah, ker imamo nekatere skupne lastnosti, so besede skupaj v družini takrat, ko imajo isti koren. Koren je del besede, ki je nosilec osnovnega pomena. To pomeni, da je pač tisti del besede, ki nam pove, kaj se sploh dogaja. Na drugi strani imamo morfem, ki je pa najmanjša enota besede, in to ni nujno, da ima pomen, torej lahko imamo morfem, je lahko tudi recimo končnica. Tako da to je v bistvu neka taka pomembna razlika, ki jo mnogokrat pozabimo, tudi recimo, ko smo na drugih področjih, recimo besedotvorju. Torej, koren je tisti del besede, ki nam pove, kaj beseda sploh pomeni. In če pogledamo, kaj imamo tukaj spodaj, zopet lahko si vzamete nekaj trenutkov pavze, ko poslušate webinar, imamo 5 besed, ki izgledajo nekako zelo podobne. Razen recimo table. Torej, tabla je, mogoče se zdi podobna učitelju, upam, da ne učitelju, torej učiteljišču, poučevanju, učencu, ampak nima istega korena. Torej, v bistvu tudi tabla torej ni del iste besedne družine. Potem imamo pa tamle pri strani učitelja. Kaj je zdaj tam učitelj? Sicer del korena, torej del besede, koren, se zdi res podoben vsem ostalim, ki jih imamo, vsem preostalim, torej učiteljišču, poučevati in učencu. Ampak pravzaprav ni isti, torej pravzaprav ni z iste družine, ker je v bistvu koren tukaj daljši, torej nekako ta muči. Bi lahko rekli, da je koren, ta pa se nanaša na povsem drugo pravzaprav besedo, na povsem drugo področje, in tudi tega prekrižamo. Če gremo naprej. In kaj besedoslovje tudi vse skozi preučuje, raziskuje, kaj so slogovno nezaznamovane besede in kaj so slogovno zaznamovane besede. To, da so slogovno nezaznamovane besede, to preprosto pomeni, da so to besede, ki jih lahko uporabljamo v kateremkoli kontekstu, ne da bi pri tem v bistvu prinašali kakršenkoli dodaten pomen, torej lahko jih uporabljamo za karkoli. Recimo, ene izmed teh besed so recimo pes, dihanje, dogovor. Samo beseda, ni nobene dodatnega pomena, ki ga s tem sporočamo. Slogovno zaznamovane besede na drugi strani pa so povezane bodisi z nekim posebnim kontekstom, dajmo tako reči. Torej, besede crkniti zagotovo ne bi uporabili v eseju, in jo verjetno uporabljamo, ko se pogovarjamo s prijatelji. Podobno tudi beseda ajde, zagotovo jo uporabite, ko se pozdravite s prijatelji, ampak verjetno pa ne, ko se pozdravite s svojimi učitelji ali pa mogoče tudi že starimi starši. In če gremo v bistvu kar naprej, torej te slogovno zaznamovane besede, jih ločimo na to, so povezane z nekim, so čustveno zaznamovane, torej se nanašajo na naše v bistvu neko osebno presojo, izražanje nekega osebnega mnenja, potem se nanašajo na nek čas, torej tukaj imamo predvsem v mislih besede, ki se počasi poslavljajo iz našega vsakdanjega besedišča, pravimo jim tudi arhaične besede.
in besede, v bistvu, ki pa šele prihajajo, ki jih šele začenjamo uporabljati. Potem so tukaj funkcijske besede, ki opravljajo neko posebno funkcijo v posebnem kontekstu. Potem so družbene besede, ki se nanašajo na to, v kakšnem kontekstu oziroma v kakšnem okolju se neka beseda rabi, a se rabi recimo a to besedo uporabljate recimo med prijatelji, torej je to nek del slenga, ali pa neko besedo uporabljajo vaši starši ali pa neki starejši kolegi recimo v specifičnih poklicih. To so tako imenovane socialne, mislim, več o tem lahko zveste pri nas v webinarju o socialnih zvrsteh jezika. In potem imamo na koncu še pokrajinske besede, ki se včasih prelivajo v naš govor, če nismo recimo iz Ljubljane, ali pa tudi ravno zato, ker smo iz Ljubljane. To so pa besede, ki so prišle v neko bolj splošno rabo oziroma ki jih jemljemo iz dialektov, s katerimi smo pač v Sloveniji res bogato obkroženi. In zopet, če si pogledamo nekaj teh besed, ki jih imamo spodaj zapisanih, zopet si lahko naredite kratko pavzo. Če si pogledamo, torej čustveno zaznamovane besede, konkretno, lahko takoj najdemo, recimo prva, ki se kar ponuja, je tale ljubček, tega zagotovo ne rečemo ravno komurkoli. Potem je beseda, kot sem že malo prej omenila, crkniti, in pa tudi beseda očalar, ki je pa že spada, torej je negativno zaznamovana na nek način, torej ponavadi, če nekomu rečemo, da je očalar, ga že hočemo pravzaprav nekako, torej mu ne sporočamo ravno, da ga cenimo. Torej, včasih se tudi iz njega v bistvu nekoliko norčujemo. Potem časovno zaznamovane besede so zgoščenka. Torej, zgoščenka je slovenski izraz za CD, če to sploh še aktualno recimo v teh časih. In ta izraz šele prihaja recimo v naš jezik. Na drugi strani so pa to duri. Duri je stara slovenska beseda za vrata. Torej, duri zdaj najdemo v bistvu samo še v kakšnih romanih, ki pa imajo ponavadi že zgodovinsko tematiko. Tako da, kar vam res veliko pove pravzaprav o tem, kje se beseda rabi. Potem so to funkcijske besede. Torej v tem oblačku je takšna beseda fotosinteza. Fotosinteza je v bistvu funkcijsko zaznamovana beseda, zato ker je pravzaprav ne uporabljamo v nekem vsakdanjem govoru, ampak jo v bistvu najdemo v nekem strokovnem, znanstvenem diskurzu, torej ko beremo neke članke, ko se učimo o področju rastline recimo, takrat tam najdemo v bistvu besedo fotosinteza. In tu najdemo med temi družbeno zaznamovanimi besedami, oziroma ne, funkcijsko zaznamovanimi besedami, se opravičujem, najdemo tudi različne publicistične izraze, ki jih tu sicer ni, ampak vedno, ko je nekaj, ko vidite v slovarju tudi, da je nekaj publicistično, to pomeni avtomatsko tudi funkcijsko zaznamovanost besede. Potem imamo družbeno zaznamovane besede. To so te, ki so povezane s skupnostjo, ki ta jezik uporablja. Torej, najprej imamo tule ajde in okej. To je recimo sta tipična primerka iz slenga, torej iz jezika mlajše populacije. Ta jezik uporablja mlajša populacija med sabo, ne toliko recimo v komunikaciji s svojimi starši, starimi starši, v šoli, tako naprej. Torej, res pač z mlajši ljudje med sabo. In na drugi strani recimo tudi beseda prebukirati. Torej, prebukirati ni slengovska beseda, ampak je v bistvu del nekega tega turističnega žargona. Torej, ljudje, ki delajo v turizmu, bodo enostavno rekli prebukirati, ker je to najlažje, ker je sistem recimo v angleščini. In se v bistvu sam v slovenščino spravijo in vsi vejo, zakaj se gre, ampak recimo mi, ki pa nismo recimo, če nismo toliko seznanjeni s tem, se opravičujem, turističnim izrazoslovjem, pa bomo mogoče v bistvu malo pogledali, kaj se zares dogaja, torej kaj to zares pomeni, no, ne bo tako jasno.
pokrajinsko zaznamovana oseba, pokrajinsko zaznamovana beseda, je pa recimo beseda nona, to je bolj primorski izraz za babico, torej na Štajerskem recimo podoben izraz oma. Toliko o besedoslovju, čeprav zgleda zelo enostavno in res, kot da bomo to že takoj vsi osvojili, pa pravzaprav ni. Tako da je pa vseeno to zelo zanimivo področje, sploh recimo kaj to prehajanje recimo iz zaznamovanosti v nezaznamovanost, to se tudi zgodi kakšnim besedam, pa tudi izginjanje besed je precej pogosto, bi lahko rekli. In če gremo naprej, smo že v bistvu na tretjem letniku. Torej, tretji letnik, snov, ki smo jo tule izbrali, je pisanje eseja, a.k.a. drama. Upam, da ne več, upam, da bo tudi naš webinar malo pripomogel k temu, da te drame ne bo več ali pa da bo manjša. Pisanje eseja se v nekih manjših oblikah zagotovo pojavlja že v nižjih letnikih, v tretjem letniku pa se mogoče podaljša, dobi neko dodatno težo, tudi zaradi vse bolj mature, ki je vse bližje. Ampak ni to v bistvu nič, česar bi se morali vi bati, ampak je lahko v bistvu na tako zelo zanimivo pravilo in upam, da tudi bo postalo, mogoče tudi zaradi tega webinarja, kot rečeno. Kaj je esej? Esej je v bistvu polliterarna zvrst, v kateri avtor poda svoje mnenje, ki ga podkrepi z argumenti. Zdaj v primeru literature to pomeni, da povemo svoje mnenje o svojo idejo, o nekem besedilu in to mnenje podkrepimo s primeri iz tega besedila. Zaradi tega je v bistvu med leposlovjem, med neko beletristiko in v bistvu znanstveno razpravo, ker obstajajo tudi literarne znanstvene razprave, ampak so precej drugačne in tudi bistveno zahtevnejše od eseja. Ker ja, ena izmed v bistvu glavnih lastnosti, ki je ta definicija ni uspela izraziti, je pa pravzaprav to, da je esej lahko berljiv, torej lahko ga berete vi med sabo. Recimo, če boste pisali, ne vem, o Cankarju, lahko ga berejo vaši starši, lahko ga tudi vaši starši berejo. In namen eseja je, torej napisan mora biti na tak način, da ne glede na to, kdo izmed teh treh skupnosti ga bere, da bo v bistvu prepoznala, kaj so neke glavne točke, kaj je pomen. In esej je v bistvu največkrat predvsem poskus, a smo zdaj res sposobni tako poljubno, tako prijetno pisati o nečem. Torej, esej prihaja iz francoske besede essai, ki je, kot rečeno, poskus, in tudi ta Michel de Montaigne, ki je spodaj napisan, je bil eden izmed prvih, ki je začel ta esej razvijati, predvsem iz vidika filozofskih razprav, je pa v teh esejih razpravljal o marsičem, tudi recimo o bontonu in takih bolj vsakdanjih zadevah. Neke 4 lastnosti, ki se vse skozi ponavljajo, recimo, ko skušamo definirati esej, je ta subjektivnost, torej tega ni recimo v znanstvenih razpravah, tam ne smemo biti subjektivni, ni prostora ravno za neke interpretacije. Potem imamo refleksivnost, torej to, da se odzivamo na neko stvar, torej da ni zdaj samo naš dolgčas, iz katerega pišemo, ampak da se konkretno odzivamo na neke stvari, ki nam grejo na živce, oziroma v primeru eseja na stvari, po katerih nas navodila sprašujejo, domišljija, in kontrastiranje, torej ta primerjava zloglasna ni nič drugega pravzaprav kot kontrastiranje. S tem pa tudi pokažemo, da znamo v bistvu preklapljati med različnimi deli, med različnimi konteksti, torej znamo pokazati neko širino, torej da ni zdaj samo ena stvar ali pa eno delo, po katerem nas sprašuje, da to delo ni samo na svetu, ampak je v bistvu neki množici drugih del obstaja. In zdaj, kako napisati esej? Osnovna stvar je osnutek. Osnutek je zelo pomemben, predvsem zato, da si nekako začrtamo smer, kamor bomo šli. Zdaj, več osnutkov si lahko prisluhnete v bistvu na naši platformi, kjer mu je v bistvu namenjen kar konkreten webinar.
Potem pa zagotovo ste za pač ta dejanski esej, potem ko je osnutek narejen. Ta je sestavljen, kot veste, iz uvoda, jedra in zaključka. In zdaj se bomo v bistvu vsakega izmed teh treh na kratko polotili. Uvod. Kako napisati dober uvod? Veste, kolikokrat dobimo to vprašanje. Dober uvod je, pomislite recimo na, ne vem, članke ali pa v bistvu karkoli berete, oziroma tudi kar ne preberete. Kaj je tisto, kar vas odvrne? Ja, verjetno uvod, ne. Uvod mora biti privlačen, mora biti tekoč, hkrati mora biti že zelo natančen, veliko je nekih zahtev. Ampak recimo, če si boste zadali dve, torej te dve alineji, ki jih imamo tu napisani, boste že precej dobro zadeli, pravzaprav, pač boste precej dobro zadeli ta pojem dobrega uvoda. Torej, uvod je prostor, v katerem greste iz splošnega k specifičnemu. Torej, ko začnete brati, je zelo neugodno, če vas pisec takoj sooči z neko hudo tematiko. Ne moremo tako hitro razmišljati, oziroma predvsem brati. Uvodu je zato dobro, da začnete z nečim splošnim, potem pa greste k specifičnemu, torej k tistemu, kar vas recimo, k tistemu, po čemer navodila sprašujejo, recimo. Pa če pomislimo na družine oziroma na neke romane, za katere ste mogoče slišali, kot je, ne vem, Zločin in kazen iz ruskega realizma, torej neka splošna teza ali pa neka ta splošna reč bi lahko bila, da je tema zločina in kazni zelo pomembna še do danes. Torej, da se človeštvo v vsem svojem obstoju še ni v bistvu uspelo dogovoriti, kaj je zločin in kaj pravzaprav pomeni kazen, kaj s to kaznijo zares početi, kakšna naj bo, kakšen je njen namen. Ne zdaj na ta nestrukturiran način, ampak to je nek začetek. Ta specifika je, recimo, enega izmed načinov, kako se soočiti z zločinom in kaznijo, pa prikaže tudi roman ruskega pisatelja Dostojevskega Zločin in kazen. Okay. Kaj je zdaj ta teza potem, ki pride? Ta teza, ki zveni zelo težko kot beseda, ni nič drugega kot poved, v kateri vi zelo jasno napišete, o čem se boste ukvarjali v vašem besedilu. In ta teza je v bistvu nekaj, kar boste potrebovali ne samo pri maturitetnem eseju, pa tudi ne pri šolskem eseju, ampak tudi kadarkoli kasneje. Torej, v uvodu je tudi zelo dobro, da poveste, zakaj pišete. Tudi če pišete samo opravičilo, zelo jasno morate povedati, zakaj se opravičujete, torej, za kateri datum, zakaj in tako naprej. Torej, teza zdaj, če smo si že vzeli Zločin in kazen, bi lahko bila prek Razkolnikova in njegove kolegice, prostitutke Marmeladovne, Dostojevski pokaže dva produktivna načina soočanja človeškega spoprijemanja človeškega spoprijemanja z zločinom. Torej, težko je si v bistvu zamišljati brez nekih navodil, ampak kar je pomembno je, da je ta teza res čim bolj jasna. Torej, tudi to je pomembno tudi zato, ker bo vam pomagalo, da potem, ko si, zdaj imate v glavi, torej Razkolnikova in tole Marmeladovno, ne potrebujem drugih likov več, z njimi se bom ukvarjal kdaj drugič, v nekem drugem eseju, v redu. Potem sledi jedro. Jedro je vedno sestavljeno iz več odstavkov. Zdaj, koliko več, toliko besed, kot imate. Torej, je zdaj to 500 besed, 700 besed, 1000 besed. V vsakem primeru mora biti jedro členjeno in ta razmejitev mora biti zelo jasna. Zdaj, ta jasna razmejitev je zopet stvar dogovora, lahko je to en odstavek, lahko je to ena vrstica, lahko je to zamik v desno, lahko je zamik v levo, torej prva vrstica mora biti nekako vedno ločena.
najprej zato, ker je vseeno lažje brati, drugo pa zato, ker si na ta način v bistvu tudi naše misli sledijo, torej si jih nekako razdelimo med sabo. Potem, kako pa samo odstavek zgleda, to je tudi največkrat problem, torej kje je sploh prijet, torej imate osnutek, ste se nekako čez tale uvod pretolkli, potem pa kako ta odstavek, kako se ga lotiti. Odstavek je v bistvu ena izmed najuspešnejših tehnik za pisanje, je ta, da si v bistvu sestavimo odstavek po sistemu TRU, torej trditev, razlaga in utemeljitev. Torej trditev je nekaj, torej razkolnikov, razkolnikov se po zločinu umakne v laž, ampak kmalu ugotovi, da ne more živeti v bistvu, da ne more živeti na tak način. Razlaga, potem razložite, da razkolnikov se je najprej zaprl sam vase, kaj se je z njim dogajalo, zakaj se je z njim vse to dogajalo, kak vpliv je imelo to, ne vem, na njegovo socialno življenje, na njega samega, ker se mu napol zmeša. V redu, to je razlaga. In potem imate pa še utemeljitev. Ta utemeljitev ni nič drugega, ko pridemo do literarnih esejev, kot v bistvu prostor, kjer vpišete oziroma kjer kratko obnovite scene iz romana, iz pesmi, iz drame, kjer jih kratko obnovite, lahko jih tudi citirate, če jih znate oziroma če imate to možnost. In to je v bistvu tak dober odstavek, ki je sestavljen nekako iz tega. Torej imamo neko poved, nek argument, ki je razložen in potem je še utemeljen, kar pomeni, da tu vas nihče ne more v bistvu sesuti in nekako vas spraviti iz tira, ker ste povedali vse, kar je za povedati in tudi vaš argument stoji. Lahko se pa kdo ne strinja, ampak to pač ni stvar slabega pisanja, ampak v bistvu že ocenjevanja. In potem končno smo napisali, smo se tudi čez odstavke se že nekako zvlekli in imamo še zaključek. Zaključek je pa v bistvu obratno deluje kot uvod. Če smo imeli uvod tak, da nas je mogel pritegniti in zvleči v bistvu v branje, je zaključek tak, da nam mora dati neko zadoščenje, da se moramo počutiti tako, kot se počutimo, ko nekaj res dobrega preberemo ali pa poslušamo, ko je tista zadnja poved ali pa zadnja nota, ko zazveni pri glasbi, ko smo tako, wow, dobro. Ta zaključek zopet, ta strategij za pisanje je mnogo. Zdaj, najboljše je, da v bistvu najprej ta zaključek nekako povežete s tezo. Če ste zdaj preučevali to, kako se je Razkolnikov, v bistvu kako je sodeloval z Marmeladom, oziroma kako je to njeno soočanje s zločinom potekalo, poveste, da oba sta bila v bistvu na začetku neuspešna in sta morala se zelo truditi, da sta sprejela, da tudi če sta naredila nekaj slabega, da sta še vedno vredna nekega dobrega življenja, ker tralala. In to je že ta ker. In potem na hitro seveda naštejete zopet vse to, o čemer ste govorili v eseju, torej po odstavkih. In pomembno je, oziroma tak zelo fin manever je, da greste potem iz tega specifičnega, iz tega romana k nečemu abstraktnemu. Torej, roman Zločin in kazen pokaže, da pravzaprav tudi če naredimo nekaj slabega, torej nek zločin, smo še vedno vredni nekega dobrega življenja v družbi, kar pomeni, da je recimo kaznovanje nesmiselno oziroma mora biti kaznovanje tako, da pripomore, da vsak človek pride do tega zaključka. No, mi smo pri zaključku. Zdaj, seveda vse te stvari zvenijo zelo, zelo težko oziroma mogoče tudi zelo enostavno, ampak v splošnem velja, da več esejev kot napišemo, boljši smo potem tudi v samem pisanju. Tako da upam, da boste napisali veliko esejev, da potem, ko boste vsak resnejši, ki bo prišel, da vam bo predstavljal bolj izziv, kot pa neko travmo. Ker s pisanjem se boste tudi naučili, kaj recimo deluje, kaj ne,
In tudi od vas oziroma iz svojih izkušenj se boste tudi učili pravzaprav, kaj pomeni napisati dober esej, torej kako se pripraviti, na kaj biti pozoren in tako naprej. In v bistvu to zaključi naš webinar. Pravzaprav imamo to, torej naučili smo se nekaj o literarni teoriji, kar nam bo pomagalo oziroma nam lahko pomaga kadarkoli v času srednje šole. Naučili smo se nekaj o besediloslovju oziroma besedoslovju, otvorjenkah kdaj drugič, mogoče ko bomo imeli cel webinar, in na koncu še nekaj o pisanju eseja. Tako da to bi bilo to. Zdaj, če imate kakšna vprašanja, jih lahko naslovite na nas direktno prek platforme, potem pa tudi smo pa tudi dosegljivi na Instagramu in na TikToku. Tako da javite se nam, smo na vezi. Hvala. Super, Anja, odlično. Hvala in se vidimo na ostalih webinarjih še za angleščino in za matematiko. Čau!